ker sem jaz organizator tega predavanja, je moje ime Miha Zavokar, tisti, ki me ne poznate. Vabil sem gospod Sonjo Rozman, ona je direktorica Zavoda za varstvo narave iz Kranja, zelo željna, da se naša narava ohranja in izboljšuje. To lahko rečem, ampak besedo bo predajam pri njej. Hvala lepa najprej za povabilo, hvala lepa, da ste mi dali to priložnost. Nisem direktorica na vodjo območne enote, tako da ampak ste me povišali. V glavnem, v bistvu, ko sem dobila, ko me je gospod Miha povabil, da ne eno predavanje povem, sem premišljevala, kaj prva ideja mi bila biodiverziteta, varstvo biodiverzitete. Ves čas se govori o podnebnih spremembah, biodiverziteta je pa kar nekje v ozadju. In sem rekla, ok, to bo tema. In potem je ta tema tako široka, da je bil naslednji izziv, kaj od tega povedati. In kaj zdaj od tega povedati v 40-45 minutah, da se bomo lahko potem na koncu še malo pogovorili. Zdaj, neki zbor sem naredila, upam, da v redu. Tema je za 45 ur, vsaj ne 45 minut. Nekaj vas poznam in vem, da marsikaj že veste. Upam, da bo kaj novega, da bo kaj zanimivega in da iz tega vam potegnemo, če ne drugega, kakšno dobro debato in mogoče gremo po kakšni poti iskanja rešitev. Naslov je, kje smo in kam bomo šli. V bistvu prvi del, ker vemo, kam bomo šli, se bomo mogli pa še odločiti kot družba. O biodiverziteti se veliko govori, pa včasih malo preveč ozko, zato mogoče sploh je biodiverziteta. Biodiverziteta je zelo širok pojem. Če ga poenostavimo, rečemo, da gre za raznolikost vsega živega na Zemlji. Raznolikost vseh organizmov, od rastlin, živali, bakterij, virusov, skratka vse. In tukaj ne govorimo samo o raznolikosti vrst, o velikem številu vrst, kot jih recimo vidite na temle travniku, ki je ekstenziven travnik, bogat z vrstami, kjer najdejo potem, vidimo seveda samo rastline, ampak taki travniki so tudi polni živali, ki v teh travnikih živijo. Pomembno je tudi, če bi imeli same travnike, ne bi bil svet tako zanimiv in pester, če pa so raznoliki tudi ekosistemi, s tem dobimo še dodatno priložnost za drugačne vrste, ki imajo drugačne zahteve, ki imajo drugačne potrebe, od gozdov, mokrišč, suhih travišč, vlažnih travišč, tudi visokogorja, tudi puščav, vse to daje neko visoko pestrost biodiverziteti. In večji kot je pestrost ekosistemov, več različnih organizmov lahko najde tukaj svojo nišo, svoj življenjski prostor. Takole recimo je taka raznolika krajina, ki je bolj pestra, kot če bi bil samo gozd ali pa samo travniki. In potem še znotraj tega tista skrita pestrost, tudi posamezniki med sabo smo si različni. Jaz štejem ljudi kot del narave. In ravno tako, kot smo si mi različni, so si različni tudi druga živa bitja. Tukajle, če opazite tele pikice, to so močvirski tulipani. Veliko jih je, na prvi pogled so podobni, ampak niso vsi kloni, so si različni. In kakšno leto bodo zacveteli tisti, ki imajo radi malo bolj vlažna tla, naslednje leto bodo mogoče tla malo bolj suha in bodo zacveteli tisti, ki imajo radi bolj suha tla. In se v bistvu tudi znotraj vrste prilagajajo lahko različnim razmeram. Zato je taka genska raznovrstnost enako pomembna, kot pa tudi število vrst, pa število ekosistemov, to, kar vidimo na prvi pogled. En tak primer je bil primer risa v Sloveniji. Če poznate zgodbo, risi so bili iztrebljeni, so izumrli, potem so jih 1973 ponovno naselili in dolg časa, nekaj časa je šlo populaciji zelo dobro, potem pa vedno slabše, vedno več je bilo mladičev, ki so zelo kmalu poginili, vedno manj je bilo mladičev, vedno več je bilo bolezni, degenerativnih, zaradi tega, ker so bile
ker so bili posamezni osebki si preveč podobni in so vse genetske napake prišle na plano. Potem zdaj z doselitvijo novih risov pa seveda zgodba teče dalje in se je preživetje mladičev izboljšalo in je kot populacija v veliko boljši kondiciji. Tako da vemo zdaj, o čem vse se pogovarjamo. In zdaj mogoče, zakaj je biodiverziteta pomembna, zakaj ne smemo gledati samo ene vrste. Tale vrsta metulja, strašničin mravljiščar, sicer ne živi na Gorenjskem, živi pa v južni vzhodni Sloveniji, ampak je izjemno zanimiva, zato sem se odločila, da vam jo predstavim, zakaj je v bistvu pomembno vse, ne samo da vidimo te metuljčke. Ta metulj ima zelo zanimiv življenjski krog, ne vem, koliko ga poznate. Ime ima strašničin, mravljiščar, in mravljiščar že imena nekaj povejo, je specialist. Hrani se samo na zdravilni strašnici. Na nobeni drugi rastlini, kot je zdravilna strašnica. Ta pa raste na ekstenzivnih vlažnih traviščih. In če ta travišča zgubimo prvi pogoj, sploh rastlino, na kateri se metulj hrani. In ta metulj po parjenju, tukaj vidite dva zaljubljenca, samica odloži po eno jajčice v eno glavico. In ta potem iz jajčice se razvije gosenica in ta gosenica se 3 levitve hrani na tej rastlini, potem pa pade z rastline dol in čaka, da mimo nje pride mravlja. Posebna vrsta rdečih mravlj, rdečka, zato mravljiščar. In potem ima ta mravlja posvojitveni ples, ji pleše okrog nje in potem jo v tem plesu posvoji. Ko je posvojena, jo odnese v mravljišče in tam se ta gosenica hrani z zarodom. Ampak mravlje, ker je posvojena, jo imajo za svojo. In jo čuvajo in pazijo na njo, da je v redu, ona se pa z njihovim zarodom hrani. Potem čez zimo hibernirajo vse skupaj, poleti, ko se segreje, ko se začne segrevati, se zabubi, enkrat v juniju, in potem se iz bube pa prelevi v metulje odraslega. In takrat pa mravlje kar naenkrat ugotovijo, joj, to pa ni naša, to pa ni mravlja. In takrat je kar velika verjetnost, da tega odraslega metulja ubijajo, ker ga razumejo kot sovražnika, zato mora paziti, da hitro pobegne, odleti. In zdaj, če je samec najde samico, če je samica najde samca in vse skupaj se ponovi. In v tej zgodbi je pomembno to, da rabijo te metulji zdravilno strašnico, ki rabi posebne pogoje, in rabijo še mravljo, rdečko, zato da je krog sklenjen. In tako ni samo pri, recimo, metuljih. Verjetno poznate tudi orhideje, najbrž ste že slišali, kukavice. Čudovite rastline, tale je navadna močvirnica, res lepa orhideja, 3-zoba kukavca, tale je dosti pogost, navadni vimenjak. Ampak vsem orhidejam je skupno to, da njihov plod, njihov semen nima založnih snovi. Nimajo tako kot, ne veste, fižol, kalček požene in ima založne snovi in lahko rastlina dokler časa ne začne fotosintetizirati oziroma sama proizvajati hrane. Toliko časa lahko v bistvu iz teh hranil živi. Orhideje pa ne, njihova semena so izjemno drobna in nimajo založnih snovi. Zato potrebujejo glivo pestunjo. In te glive pestunje, spet so vrstno specifične, hranijo to seme toliko časa, zato da potem oziroma kalček, zato da toliko zraste, ker lahko traja tudi več let, da požene zelene liste. In potem šele čez nekaj let, več let trajajo razvojni cikli orhidej, da zacvetijo. In gliva dobi od orhideje nazaj, pa potem sladkor, to, kar orhideja potem proizvede šele, ko ima že zelene liste, ko se začne razvijati in potem lahko v bistvu ima en tak simbionski, pozitivni odnos. In zakaj so orhideje toliko ogrožene in toliko redke? Spomnim se, že veliko let nazaj me je poklicala ena gospa. Mi smo imeli pa orhideje po naših travnikih. Pa mož rekel, da more malo pognojiti, da bo trava boljš rasla. Malo umetem ga vrhu, vse ne velik. Zdaj pa orhidej ni. A morbit veste zakaj? Ja,
zato ker je pognojil, ampak ne zato, ker orhideje ne bi tega tolerirale, ampak zaradi tega, ker glive ne tolerirajo dušika. In je spet v bistvu ta odvisnost zelo pomembna. So bile še očitno nekaj, potem je poklicala čez 5 let, da so spet prišle orhideje nazaj, vsa vesela, ko niso več gnojili. Tako da v bistvu treba je poznati rastline, treba je poznati živi svet, da lahko sploh ugotovimo, zakaj nekatere vrste izginejo. Zanimivo je, tudi ena gospa mi je razlagala, imamo sadovnjak in pod sadovnjakom je travnik. In toliko je bilo rož včasih, zdaj jih pa ni več, pa tako delamo kot včasih. A gnojite? Ne, ne gnojimo. Kaj bi bilo drugače? Tam kmetje okrog vse gnojijo, pa ne vem, zaradi tega sem rekla, ne, na tem travniku sigurno ne. A mogoče balirate? Ja, on kmet k nam pride pokositi zbalira. To je to. Če zbaliramo, zapakiramo vsa semena, zapakiramo vse organizme, vse živali, ki so tam in počas, ne takoj, počas semen v tleh zmanjka. In to so take drobne malenkosti, ki so lahko zelo pomembne. In v naravi velikokrat se nekaj spremeni, pa sploh ne vemo kaj. In dostikrat je tisto, kako bo to vplivalo na naravo. Lahko modelirajo se znanstveniki, postavljajo modele in vse sorte, pa jim dostikrat spodleti, dostikrat tudi ne. Ampak jim, ka mogoče enega delčka nekje v tej povezavi niso predvideli. Dobro so znane recimo tudi povezave med drevesi in glivami. Saj poznate, jurčki ne rastejo na travniku, zaradi tega, ker so v obvezni simbiozi z drevesom, zdaj malo od vrste odvisno. Sej miceli pa te hife se razvijajo, tudi po travnikih, samo gobe ni, gobana ni, tako da jurčka ni. Ampak zdaj ugotavljajo novejše raziskave, ki vedno bolj potrjujejo pa ta dejstva, da preko hif, gliv, drevesa med sabo komunicirajo. Da eno drevo drugemu sporoči že lahko naprej, da prihaja nevarnost in se drevesa v bistvu lahko pripravijo na neko nevarnost. Vedno več je znanstvenih dokazov, da to drži. In tako lahko, če pride škodljivc drevesa naprej napovejo drugim okoli sebe, da v bistvu morajo še, da se že prej začnejo obrambne mehanizme sproščati. Ugotavljajo tudi, da drevesa, mlada drevesa, da jih hranijo starševska drevesa, preko hif, preko gliv. In zaradi tega lahko toliko časa v senci, v podrasti, mlada drevesa nekaterih vrst tudi živijo. In vse te povezave živega sveta so izjemno pomembne, če želimo, da vse to funkcionira. In zakaj pravzaprav zdaj, ko vemo, da je živi svet zanimiv in fajn, zakaj pravzaprav to rabimo? Sej nam že vse računalniki naredijo, umetna inteligenca, robotki, sej v bistvu nič več kaj dosti ne rabimo, vse si lahko naredimo. Tudi počas bojo že zrezke delali iz tkivnih kultur, sej mogoče tega res ne rabimo. Mogoče pa nekaj časa še. Najbolj znano, temu rečejo tudi ekosistemske storitve, najbolj znani so opraševalci. O teh vsi vemo, pa o Čebelarska zveza zelo veliko govori o pomenu čebel, pa Einstein je že ugotovil nekako, da 4 leta ne bi lahko brez čebel živeli, ampak velikokrat pozabljamo, da opraševalci niso samo čebele, ki jih gojijo čebelarji. Ampak je teh opraševalcev zelo veliko. Čebele seveda veliko prašijo, pa zraven še lahko od njih dobimo med, ampak paradižnika čebele ne oprašijo, ta je taka najbolj znana, ampak ga oprašujejo samo čmrlji. Nekatere vrste oprašujejo samo metulji, nekatere vrste mravlje. Tako da nebesgo, recimo, ko zelo lepo cveti, nikoli ne boste videli čebele. Pa ravno tako oprašen. Druge vrste jih oprašujejo. Zdaj ugotavljajo, da čebele samotarke, ena čebela samotarka 100-krat več rastlin opraši, kot pa ta domača čebela Apis mellifera.
In če želimo v bistvu ohranjati ta nabor, da bodo vse rastline oprašene, v bistvu moramo tudi imeti cel spekter opraševalcev, ki bo vse to naredil. A ne, zakaj? Čmrlji pač morajo otresati za paradižnika, ne, ta je taka znana, ampak čmrlji tudi so zelo pomembni pri opraševanju sadnega drevja, teh zgodnjih marelic, bresku, zaradi tega, ker čebele še ne morejo letati v hladu. Čmrlji veliko pri nižjih temperaturah lahko letajo in oprašujejo, kot pa recimo čebele. In zdaj tudi nekatere vrste metuljev, sploh ste slišali za strašničnega mravljičarja, so odvisni od določenih vrst rastlin in rabijo prav tisto rastlino. Zato zdaj, če želimo metulje ohranjati, moramo ohranjati rastline in v bistvu ves ta ta cikel je pomemben. Tla. Kako nastanejo tla? Ja, seveda, z mineralnimi gnojili lahko dodajamo tla, hranila v tla. Ampak tako hranljiva kot humus, kot te kompleksi humusni, ki poleg tega, da omogočajo lažje črpanje hranil rastlinam, ki omogočajo boljše izkoristke, ki zadržujejo vodo po eni strani, ki preprečujejo prehitro izsuševanje, ki preprečujejo zbitost tal. Vsi ti humusni in humusni kompleksi so odvisni od živali, ki to naredijo. Deževniki so najbolj znani pri tem, ampak pred deževniki so še mnoge druge vrste živali. Tukajle sem si izposodila eno sliko, sicer niso v slovenščini napisane, ampak bistvo je, da veste, koliko različnih organizmov, da poskušate razumeti, da tla nastajajo s pomočjo organizmov. In tla, če niso živa, so veliko manj rodovitna kot pa tla, ki so polna živih bitij. Saj veste, kako v bistvu najprej iz komposta nastajajo živa tla, a ne? In to je bistvo. In obstaja tudi, v bistvu vedno bolj spremljajo stanje tal po svetu in po Evropi in ugotavljajo, da so tla v vedno slabši kondiciji. In če bomo izgubili talno favno, bodo tla mrtva in veliko manj rodovitna, kot pa so danes tla. In tla niso obnovljivi vir. Tla nastajajo več tisočletij. Ta tla, ki so tukaj, so nastajala dolga stoletja, tisočletja po koncu recimo ledenih dob. In to so mlade prsti, te renzine, ki so tukaj na teh recimo površinah okrog Radovljice, Kranja in tako naprej. In vse to nastaja s pomočjo organizmov. Zato, da imamo manj dela pri pridelavi naših rastlin, kulturnih, seveda nam težijo škodljivci, ki se spravijo na naše rastline. Ampak pri tem nam zelo učinkovito lahko pomagajo, če je narava še v ravnovesju, plenilci teh škodljivcev. Tukaj sem jih samo par dala, najbolj znane so seveda ptice. Ne smemo pozabiti na bogomolke, ki jih je vedno manj, zaradi tega, ker so tudi občutljive, ki so malo večje, pa so občutljive na kosilnice rotacijske. Pikapolonce, zdaj imamo nadomestek harlekinskih, ki ravno tako jejo uši, ampak tiste harlekinske, ta je še naša, ampak tiste harlekinske jejo pa tudi nekatere druge plenilce škodljivcev. Tako da ni to enako dober nadomestek, ker so pač večje kot pa naše pikapolonce, pa pajki, niso samo žuželke, tako da tukaj cel spekter organizmov, ki so pomembni za to, da nam vrtovi in pa tudi polja funkcionirajo, če naravi se pustimo. Moja stara mama, sem se z njo pogovarjala, rekla, joj, pa včasih sploh ni bilo treba špricati, pa je bilo vse v redu. Pa dobro, koloradskega hrošča so imeli, tega so hodili pobirati, ampak drugega pa ni bilo. Ker je bila narava takrat še bolj v ravnovesju, kot je danes. Zdaj pa treba veliko več vlagati za to, da zatremo ene vrste škodljivcev in potem pridejo drugi še močnejši, ali pa se te škodljivci navadijo na naše insekticide in je končni izplen vedno več kemije in vedno več trupov, ki pa tudi vplivajo na nas.
pogosto pozabljamo, da mokrišča z rastlinami in živalmi in bakterijami, ki so tam, čistijo našo vodo, pa nas tudi varujejo pred poplavami. Tudi čistilne naprave, biološke čistilne naprave, v bistvu vse čistilne naprave so biološke. Brez živih organizmov pač ne moremo prečistiti vodo, ker še vedno ne znamo spraviti organskih snovi iz vode ven tako dobro, kot to naredijo bakterije, kotačniki in rastline, recimo, da še čisti dokončno to uredijo. Potem so konec koncev tudi hrana, zdravila, sej najbolj znan penicilin je tudi gliva, ne? Tako da cel kup stvari, pa zdravilni čaji, tale ranjak, se ga vsi poznate, a ne, v bistvu zdravilna rastlina, pa arnika, pa ne vem, bezeg, pa glogik, pa rmani, pa cel kup zdravilnih rastlin je, ki dejansko nam pomagajo pri raznih tegobah. Marsikaj je pa še neodkritega, ne. Pa sej niso samo gobe, pa so borovnice, pa so robide, pa tako naprej, ne, v naravi. Tukaj zdaj par primerov bilo nekaj od tega, veliko še zapovedati. Zakaj v bistvu, kaj nam dobrega da narava, živi organizmi, temu rečemo zdaj moderno ekosistemske storitve. Ampak saj ne rabimo vsega, dostikrat kdo reče. Mi rabimo, ne vem, tiste stvari, ki jih rabimo, ostale pa ne, pa malo več, a ne, ampak veste že od začetka, da stvari so med sabo povezane in da če hočemo funkcionirati, morajo tudi stvari dobro biti raznolike. In zakaj rabimo vse te različne ekosisteme in vrste in gene? Zdaj smo zelo izpostavljeni ujmam. Ujme se v bistvu nam dogajajo ne več na 10-letnih ali pa 50-letnih ciklih, ampak v bistvu so že kar stalnica. In za te ujme v bistvu narava mora vsakič okrevati. Tole poznate, s kje je, a ne? To je jelovica, zdaj če greste na jelovico na plato, imate res lep razgled, tako da še dobro, da je prišel vetrolom, ker zdaj se res lepo hribi vidijo. In potem je prišel lubadar, ki je pospravil do konca. Ampak vseeno, a kaj opazite na tej sliki? Jaz opazam en zanimiv habitat, ki ga včasih ni bilo imelo. Ja, in tudi zdaj ima. Ja, To sploh ni tragedija, ampak je priložnost. Tako, definitivno. In v bistvu, kaj se je na loti zgodilo? Narava popravlja naše grehe. Zelo hitro. Saj tudi gozdarji so dojeli, da je treba iti nazaj k prvotnim združbam, ki jih bo treba zdaj zaradi podnebnih sprememb verjetno malo spremeniti. Ampak vseeno, kaj se tukaj vidi, ne? Tukaj le še ni bilo lubadarja, ostale so jelke, bukve, mogoče še kakšen drug listovec. Vrstna pestrost tukaj je pomembna, snega je šla, ampak imamo zametke za gozd. In če to pustimo, se bo gozd vzpostavil sam po sebi. In tukaj imajo zdaj druge vrste priložnost. V naravi ni nič stalnega, ampak se ves čas spreminja. Edina stalnica, so nam rekli na faksu, so spremembe. Gre za neko dinamično ravnovesje. Zdaj imajo tukaj le priložnost pač vrste odprtih krajin. Če ne bi spravili ven tega lesa odmrlega, bi imeli res srečo in žurko razkorevalci. Bi imeli res veliko priložnost in bi se povečalo število hroščev, pa gliv, pa ptic vezanih na dupla in na te vrste. Ampak potem v nekem obdobju bo pa prerastel tukaj mlad gozd, bodo pa tiste vrste bi se pa umaknile, pa tudi zdaj se bodo mogle vrste umakniti novim vrstam. Ampak tudi tukaj le, ostale so nekatere jelke, ostale so nekatere bukve, nobena smreka, tiste, ki so bile malo bolj odporne, ki so se malo bolj držale s koreninami, recimo tav. In zato je pomembno tudi, ko so požari bili, recimo na Primorskem, pa tudi na Gorenjskem, tam pod Jakobom,
se sliši, ja, to je lahko katastrofa za naravo, ja, za tiste organizme, ki so v tistem trenutku tam, ja. Ampak če imamo v okolici še zdrave habitate, zdrave življenjske prostore, bodo vrste hitro to naselile. V nekem obdobju, ko bo habitat, življenjski prostor tam primeren. In tukaj še en primer ene vrste, veliki jesen. Vrsta, ki je trenutno v zelo slabem stanju. Veliki jesen namreč napada ena tujerodna gliva iz Azije, z enim čudnim imenom, ki si ga jaz nikakor ne zapomnim, ampak nima veze. Povzroča pa jesenov ožig. In ta prva reakcija gozdarjev je bila, da ima vsa drevesa bolna posekati, zato da bo ta gliva da se bo čim manj širila. Potem so ugotovili, da te trosi itak letajo okrog in je nemogoče preprečiti, da se ne bi gliva širila naprej, ker je bilo širjenje hitrejše, kot so oni uspeli jesene sekati. In potem so ugotovili, da nekatera drevesa so bolna, ampak živijo. Nekatera se pa zelo hitro posušijo. Nekatera kar tam v združbi pa celo ne zbolijo in so čisto zdrava. In zdaj je doktrina taka, da dreves, dokler so živa, jih ne sekajo. In čakajo na to, da bodo drevesa, ki so očitno nekateri posamezna drevesa vmes, imajo tako gensko zasnovo, da so odporna na to glivo, in ona bodo zametki za nov rod jesenov in vrsta ne bo izumrla. Ko so poskušali, recimo v Avstralijo so naselili kunce, saj to zgodbo poznate, in ti kunci so se razmnožili, ker niso imeli naravnih sovražnikov in niso vedeli, kaj z njimi naredijo, in so jih okužili z zajčjo kugo. Super, 98% populacije je propadlo, 2% pa ne. In se je spet vse začelo. Zato je genska raznolikost tako pomemben dejavnik biotske raznolikosti v vsem skupaj. Zato rabimo vse, in ekosisteme, in gene, zato. Ker nikoli ne vemo, kako se bo spremenil. Tukaj bi rekli, prej je bil gost, saj ne rabimo vrst, ki so vezane na odprto krajino. Ampak zdaj jih rabimo, če nočemo, da bo to mrtvo. Zato rabimo vse, da nek sistem dobro funkcionira. In človeštvo se zaveda, da je biodiverziteta pomembna. Zato se tudi Združeni narodi in Evropa in vsi smo se odločili, da biodiverziteto moramo res čuvati. Zato imamo konvencijo o biološki raznovrstnosti, pa Bernsko konvencijo v Evropi, pa druge konvencije, pa o varstvu kitov, pa o varstvu prostoživečih ptic, pa tako naprej. Pa imamo direktive o pticah, pa direktivo o habitatih in iz njih izhajajoča natura območja, pa v Sloveniji imamo zakon o ohranjanju narave z podzakonskimi akti, uredbami, pravilniki o naturi zavarovanih rastlinskih vrstah, pa živalskih, pa habitatnih tipih. Pa zdaj imamo novo uredbo o obnovi narave. V bistvu zelo dobro je narava varovana, če tako pomislimo, če beremo zakon z našimi očmi in res se zavedamo tega pomena kot družba, politiki sploh dobro. Ampak, ne glede na to, se vsi strinjamo, da smo zelo spremenili naš svet. In zdaj se že pogovarjamo, ni še to formalno, ni še to znanstveni konsens, da očitno prehajamo v novo biološko dobo ali poddobo, ki bi lahko rekli antropocen. Fran jo že ima, slovar slovenskega knjižnega jezika, in pravi, da je to obdobje v zemeljski zgodovini, ko na okolje, podnebje, življenje bistveno vpliva človek s svojo dejavnostjo. Zdaj, ali je to geološka doba ali nova, bojo povedali znanstveniki, ampak je pa dejstvo, da se to dogaja že kar nekaj časa. Človek vpliva na podnebje, ker so izpusti CO2, ki je bil dolga leta zapakiran, če tako rečem, v zemlji in jih pod zemljo in ni mogel krožiti, da imamo zdaj višje temperature. Spreminjamo površje.
najbolj jasno s kamnolomi, ampak tudi s tem, ko sekamo recimo drevesa, drevje, gozdove, povečujemo erozijo, s tem, ko spreminjamo vodotoke, spreminjamo dinamiko vodotokov in zelo vplivamo na živi svet zaradi sprememb, ki jih povzročamo in na podnebje in na površje, pa bomo še malo šli kasneje. Veliko je ocen, tudi pri Združenih narodov je ta IPBES, skupina znanstvenikov, izdala poročilo o stanju biodiverzitete, pa zbral je na eni spletni strani tudi en znanstvenik z Avstralske univerze nekaj podatkov, ki jih je pobral iz različnih virov, znanstvenih in strokovnih, tako da niso čisto izmišljeni, ampak vseeno vse temeljijo na ocenah, niso to čisto dejstva, ampak ocenjuje se pa verjetno precej točno. Ocenjujejo, da se je, odkar obstaja človek, biomasa, to se pravi živa masa rastlin, prepolovila, odkar obstaja človek. In biodiverziteta, to se pravi raznolikost vrst, se je pa zmanjšala za 20%. To še nekaj. Več kot 70% površine smo spremenili, ni več isto, smo spremenili v kmetijske površine, za preživetje, izsušili smo mokrišča in tako naprej. S tem se verjetno strinjate, v Evropi je verjeten delež še veliko večji, prave divjine praktično ni več, mogoče ki kakšno visokogorje težko dostopno. Zdaj to, kar je zabeleženo, kar je res evidentirano, pravijo, da od 16. stoletja je izumrlo najmanj 700 vrst vretenčarjev in skoraj 600 vrst rastlin. Ampak to je zabeleženo, dokumentirano. To je bilo, dodo je bil, zdaj ga ni več po tem sistemu. Veliko več vrst je pa izumrlo, še preden smo jih sploh odkrili. Ne, da bi sploh vedeli, da izumirajo. Ker znanih vrst na svetu je procent, so ocene. Nekatere skupine malo več, druge manj, sploh veliko neznanke pa žuželka. Populacije, to se pravi številčnosti posameznih vrst, se zmanjšujejo in ocenjujejo, da so se od 1970, to se pravi 55 let, so se populacije vretenčarjev zmanjšale za 70%. To se pravi rib, dvoživk, kuščarjev oziroma plazivcev, ptic in sesavcev je za 70% manj, kot jih je bilo v 70 letih. Sam še 30% tistega je ostalo. Skupna biomasa živali predstavlja zdaj po ocenah manj kot 25% biomase živali iz obdobja pleistocena. Preden je človek začel se ukvarjati s kmetijstvom, to je ta čas. Samo še četrtina obstaja. Tudi številčnost žuželk upada, pa o tem mogoče še kakšno besedo kasneje. Analize so delali, da glede na 18. stoletje obstaja samo še 15% mokrišč. In 3/4 rek, ki so daljše od 1000 kilometrov, ne teče več, ampak smo jih prosto, ampak smo jih že zregulirali in spremenili tako in drugače. In to seveda zelo vpliva na živali, rastline v rekah. Več kot 2/3 oceanov je prizadetih, 40% ocenjujejo, da zelo. In površina koralnih grebenov se zmanjšuje za 10% na desetletje. Potem te haluge, gozdovi, ti podvodni gozdovi, rjavih alg, te, ki so po 10-12 metrov visoke alge, ko recimo morske vidre se na njih hranijo, so se zmanjšale skoraj za 40%. Jadranski bračič, haluga, če se spomnite, mi smo se v šoli še od tega učili, kot ena taka tipična vrsta je tudi izumrla. Ne vem, če veste. Biomasa plenilskih rib predstavlja zdaj manj kot tretjino biomase iz prejšnjega stoletja.
Zelo zanimiva je pa ta razmerja v biomasi sesalcev. To so naredili tudi analizo leta 2015. Tole tele svetli kvadratki so naše domače živali, ki predstavljajo 60%. Tole 36% predstavlja človek, biomasa ljudi, to se pravi naša biomasa. Tele zelene pikice so pa sloni, jeleni, levi, žirafe, miške, ki predstavljajo samo še 4%. Samo 4% sesalcev predstavljajo divje živali. Vse ostalo, 35% smo mi, pa koliko pa je 60% približno, 61% so pa naše domače živali, to, kar mi rabimo za hrano. In če gledate v njih 25%, vam je zdaj verjetno jasno, zakaj samo toliko manj. In to je spet ena ocena biomasa, to govorimo o masi dušika, a ne o teži. Pred 10.000 leti, ko še človek ni imel vpliva, je bila biomasa sesalcev bistveno manjša, kot je danes. Ampak tukaj so še perutnine vmes, ampak to načeloma so naše domače živali, pa mi. In to mora imeti vpliv na planet. In smo v antropocenu, ker ogromne površine rabimo za to, da živali, naše domače živali, se lahko prehranijo, da jih mi lahko potem jemo. V Evropi sem rekla, da gremo nazaj k žuželkam. Je zdaj ful fajn. Jaz sem skranja doma. Jaz imam poleti kamot, lahko okno odprt, pa luč prižgano. Groza. Sem pa tja kakšna veša še zaide noter. Še dobro, da imamo vsaj tigraste komarje, pa da kažem, da vse prazno. Pa oni še po dnev letajo. Zdaj super. In ocenjevali so tudi, pa so malo v različnih državah Evrope, globalno gledano ne bi za 9% se zmanjšala populacija žuželk na celem svetu, tudi oni podatki so bili za cel svet. V Evropi so pa številke v Nemčiji 68%, potem nekje 70%, 80% na Danskem. Za toliko so se zmanjšale populacije žuželk v 30 letih. In zdaj, če se spomnite tistega, kar sem vam razlagala na začetku o povezanosti narave, pa vsi veste manj o prehranjevalni verigi. Žuželke so temelj prehranjevalne verige, ker jih je tako veliko. Žuželke imajo izjemno veliko biomaso, ampak zdaj jih je samo še četrtina tega, kar je bilo pred 30 leti. Kdaj se bo to pokazalo? Tako da bomo mi ljudje občutili, tako kot zdaj občutimo podnebne spremembe s poplavami in sušami in vročimi poletji in nesneženimi zimami. To se bo enkrat poznalo. Kdaj? Ne vem, narava je kar precej odporna. Ampak izumiranje vrst ne bi bilo zdaj 10 do 100-krat hitrejše, kot je bilo kdajkoli prej v zgodovini Zemlje. Vsa izumiranja so pa seveda priložnost za nove vrste. In sej mogoče je za Zemljo dobro, da vse skupaj se na novo, da se resetira, pa na novo postav sam sebi občujemo. Ja. Tole indeks ptic kmetijske krajine, slovenski, ki ga merijo od leta 2008. Kot vidite, so najbolj občutljive travniške vrste. Zelo hiter upad je bil v prvih letih, kar se je takrat z intenzifikacijo kmetijstva verjetno začel zelo strm padec. Zdaj se nekako to stabilizira. Še vedno so pa ene vrste, ne vem, repalščica, poljski škrjanec in nekatere zelo v trendu upada. Ampak tudi kljub temu, da se stabilizira zdaj to upadanje, smo na dobrih 50% ptic, ki so bile leta 2008 do leta 2020 so ti podatki na spletu objavljeni.
natura, vsi skrbimo, vsi se jo bojimo, grozen je, ne? Čuvati moramo. Tole so natura, stanje in trendi natura vrst, kar izporočila ven sem grafe dala, tiste, ki so se mi zdeli najbolj povedni, ker časa ni zadosti, da bom vse razložila. To velja za celo Evropsko unijo, so ti podatki. In če ugotavljamo ptice, 19% jih je v slabem ali slabšem stanju, slaba polovica samo dober, ampak 32% gre na slabši, samo manj kot 30% gre dober. Če pogledamo habitate, 36% jih je v slabem stanju, samo 15% v dobrem, skoraj nič. Habitat je pa v dobrem stanju takrat, kadar so prisotne vse značilne vrste in s tem, ko varujemo habitate, oziroma habitatne tipe, varujemo živali, tudi vse, ki so od teh habitatov odvisne, vse rastline in živali. Ampak od teh, ki gre slabo in slabše, gre 36% še slabše in vedno slabše in je trend slabšanja, ali pa je vsaj stabilen, se ne slabša več, ampak je slabo, stoji na slabem. In samo 9% se stanje izboljšuje. In tukaj pa še, kar se tiče vrst, tlele spodaj, 21 vrst, ki niso ptice, 21% jih gre slabo, 42% slabše, trend je pa v bistvu podoben kot pri habitati. In ko gre slabo in slabše, gre več kot tretjini še slabše, ali pa se vsaj ne slabša zelo, samo 6% se pa izboljšuje. Kljub vsem direktivam, kljub vsem grožnjam državam, članicam in grožnjam z visokimi kaznimi, kljub presojam in ne vem čem, se stanje še vedno slabša. In cilj je bil, da ustavimo upadanje biodiverzitete do 2020, no, kaj so zdaj naredili, ok, do 2050 bomo pa že, ne? No, najbrž ne. Zakaj je tako? V bistvu zelo preprosto. Vedno več nas je. Ampak če bi nas bilo samo vedno več, še ne bil tak problem. Zmožni smo, ker smo tako dobri, ker smo tako pametni, da se vedno bolj razvijamo in včasih jih je bilo manj, hkrati pa tudi niso zmogli tako uničevati naravo. Včasih mi kdo tako romantično reče, joj, včasih je pa kmet živel z naravo. Pa ni. Je živel z naravo toliko, kolikor je mogel živeti z naravo, ker ni imel tehnologije, da bi lahko delal proti njej. Ampak kmetje so, zato da so preživeli, nobenega ne obsojam, zato da so preživeli, so mogli delati tudi proti naravi in jih ni zanimalo, kaj bo. Gozdnatost Slovenije pred prvo svetovno vojno je bila manj kot 40%, oziroma tam nekje. Jelovico so na golo posekali, koliko je zdaj, za fužine in za izkoriščanje lesa. Tako da, samo včasih je šlo to bolj počas, ker enostavno niso imeli tehnologije, danes pa narediš z bagerjem, tik-tak, s harvesterjem, gozda ni več, in pa tri. Ta tehnološki razvoj je zelo pomemben pri tem. In kaj danes šteje kot uspeh? O čem beremo, o čem govorimo? Gospodarska rast. Joj, groza, ni več gospodarske rasti, sam 1% je še gospodarske rasti. In veste kaj? Ljudi nas je veliko preveč, kot je nosilnost planeta. Ampak ekonomisti so že zelo zaskrbljeni, ker se tudi globalno rast prebivalcev ustavlja. Še vedno raste, ampak ne raste več tako hitro, kot je rasla včasih. Ampak malo počasneje in zdaj so zaskrbljeni, ker to pomeni, da tudi gospodarstvo ne bo moglo tako hitro rasti, kot je raslo do zdaj. In kaj bo, ko bomo prišli do kritične meje, ki je, ne vem, kaj bomo šli mogoče na Mars. Ampak kapitalizem je v bistvu gospodarski sistem, ki to zahteva. V naravi stvari krožijo, v gospodarstvu mora pa ves čas rasti. In to je eden iz tistih v bistvu glavnih razlogov za to, da smo, kje smo. Glavni razlogi, dejavniki, ki vplivajo na upad populacij, so pa
izguba habitata, to se pravi, živi organizmi nimajo več prostora, da bi kje bili, zaradi tega, ker smo mi poselili ta območja, zaradi tega, ker smo jih spremenili v obdelovalne površine, zaradi tega, ker pač to rabimo, ali res rabimo, ali samo mislimo, da rabimo, je tudi dostikrat lahko stvar debate, zaradi tega, ker prekomerno lovimo in se ne znamo ustaviti in reči, ne, populacija je sposobna na letni ravni obnoviti, se zmišljujem 1/3 zgubljenih osebkov, ki jih pač odlovimo, če recimo govorimo o ribah, ki so še vedno manj gojene. Ali pa rečemo, ne, dajmo čim več in zdaj ti tle pa obali zmanjka, dajmo večje ladje, pa gremo na ocean, pa bomo še več lahko polovili. Onesnaževanje kot tako Evropa je tukaj naredila pa res velik korak naprej, to pa si moramo priznati, reke so zdaj bolj čiste, kot se jih jaz spomnim iz mojega otroštva. Zrak je veliko bolj čist, kot je bil včasih, ampak Azija so pa reke še vedno mrtve reke, še vedno onesnažene. In če gledamo globalno, to še vedno problem in tudi pri nas je problem. In to se sploh še niso lotili meriti, ampak ugotavljajo, da ribe niso več v taki kondiciji, da pač ene vrste propadajo, kljub temu, da ne bi bilo onesnaženja, ampak vemo pa, da so prisotni ostanki zdravil, čistil, kozmetike in to so hormonski motilci, so strupi, ki mogoče na nas res nimajo takega učinka, na druge organizme pa morda imajo zelo velike učinke. Invazivne vrste, predvsem na otoških zaprtih ekosistemih so tudi zelo, v bistvu so sposobne iztrebiti določene vrste. Pa ne bi zdaj o tem veliko, ampak tudi bolezni, ki jih prenašajo, vse ste slišali že recimo prej za jeseno ožig. Ampak treba se zavedati, japonski dresnik je ena taka pošasta. Ja, se japonski dresnik, če se razširi, pa ne bo več v podrasti rastlin, pa bo kdo rekel, pa kaj, se je važno, da je zelen. Ampak na tiste rastline, ki so bile prej v podrasli, so vezane tudi določene živali. In na te živali so vezane druge živali. In vse skupaj se podere, če pustimo, da se prerastejo te vrste. Da ne govorimo o rakih, ki uničijo ekosisteme vodne, popolnoma tujerodni raki, ki niso naši ekosistemi nanje prilagojeni. In podnebne spremembe, ki je stvar, o kateri se edini govori med politiki, karkoli. In zdaj počasi prehajamo k zaključku predavanja, joj, sem že predolga. Kam bomo šli? Na Mars. Zdaj smo, lahko gremo levo, lahko gremo desno. In se bo treba odločiti. Vam bom povedala, pa ne še brati, vam bom potem prebrala Martino sporočilo. Marta je bila, to je Marta, zadnja ptica, zadnja predstavnica vrste golob selec. Golob selec, severnoameriška vrsta, selivka, najbolj številčna vrsta ptic na Zemlji v obdobju, ko je bil še v dobri kondiciji. Populacije so ocenjevali na 3 do 5 milijard ptic. Jate so štele tudi po 3 milijarde. Opisan je primer, da je šla jata teh ptic široka 1 kilometer do 2 in dolga 300 kilometrov in je trajalo, da je preletela neko območje 14 ur. In te ptice so vedno živele v jatah, v gozdovih so se hranile, v Severni Ameriki, na severu Severne Amerike, v teh listopadnih gozdovih so gnezdile, v Mehiškem zalivu so pa prezimovale. In za njih je bilo značilno, da so kot jata iskali območje, kje bodo gnezdili, bilo je po več gnezd, po 100 gnezd na enem drevesu. Tam, kjer so prišle, so res zdesetkale v bistvu tisti gozd na nek način, zelo so ga spremenile, ampak gozd je bil na to prilagojen. One so pognojile tla, so vnašale hranila, hranile so se z želodom, predvsem rdečega hrasta. In te rdeči hrast zato izjemno obilno obrodi.
Imele so pa samo po enega mladiča na leto. In Američani so rekli, wow, to je res dobro. Lovili so jih zato, da so jih jedli, lovili so jih zato, da so gnojili z njimi. Lovili so jih na različne načine, tudi tako, da so jih, ne vem, privabljali, da so zrna namočena v alkohol potresali po tleh, da so lažje pobili tiste ptice. Ali pa so ulovili eno ptico, pa so jo slepeli, pa so jo imeli za vabo, da so druge prišle pomagati, pa so jih potem lažje upastili. Skratka, uspeli so jih v 100-150 letih vrsto iztrebiti. Ko so začeli ugotavljati, da populacije upadajo, so jih probali zaščititi, pa so po enih državah ameriških rekli ja, v enih so rekli ne, se jih je dost. Ampak pozabili so potem itak niso nadzorovali, pozabili so, da so vezane na velike jate, na velike skupine, da so tega odvisne. In ta je Marta, ki je pač ta zadnja iz živalskega vrta, predstavnica svoje vrste, umrla in izumrla, mislim, da 1914. Spremenili so ji habitat, tudi gozdove so sekali takrat, ko so železnico delali in na množično so jih lovili. In kot ljudje, kot vrsta smo uspeli iztrebati, ja, številčnost primerjajo samo kobilic sel, ki je bilo več ocenjenih populacija, kot pa populacija teh ptic v tistem obdobju. In kljub temu so izumrli in Marta prav, odpuščam vam, ker ste iztrebili mojo vrsto. Verjetno tega niti niste nameravali in morda tega niste mogli drugače. Odpuščam vam tudi za vse druge ekološke katastrofe tistega časa. Zanje velja enak izgovor, vendar pa vaši izgovori ne morejo biti večni. Zdaj lahko izbirate, v kakšnem svetu hočete živeti in kakšen svet želite ustvariti. Imate ta privilegij, ki ga nima nobena druga vrsta. Lahko izbirate, do kakšne mere boste v prihodnosti posegali v okolje, pravice do nevednosti pa nimate več. S tem, kako boste ravnali v bodoče, boste preizkusili tudi vašo lastno vrsto. Imejte znanje in sposobnost, da na tem planetu živite trajnostno, čeprav pot, ki je pred vami, ne bo lahka. Izgovora, da ne veste kako, ni več. Kaj te? Od tu naprej se začenja preizkus, ali vam je, ali vam ni vseeno. Prosim, naj vam ne bo vseeno. Ravnajte bolje in začnite zdaj. In smo zdaj na točki, ko se bomo odločali, ali bomo Marto poslušali ali ne. 10 let jo ne. Prosim? 10 let jo ne. Ne. Pa bom šla še malo preden zaključim v naše okolje. Zelo smo zdaj navdahnjeni, da moramo zeleno se obnašati, pa da moramo imeti zelene projekte, zato da bomo rešili naravo, zato da bomo zmanjšali naš ogljični odtis, zato da se ne bomo vozili z avtomobili. In zaradi tega dobivamo evropska sredstva, da gradimo naravi prijazne in okolju prijazne rešitve. Tole je zdaj takole. Ker smo dobili evropska sredstva, veliko evropskih sredstev, zato da bomo bolj zeleni, zato da bomo razvijali turizem, zeleni turizem. Vse je zeleno, vse je super. Lahko se odločimo, da gremo po tej poti naprej. To je Bohinjka, imaš. Ja. Kolesarska steza. Ja, kolesarska steza Bled-Bohinj, nujna pridobitev. To je približno ista točka, prej in pa potem. Lahko pa rečemo, varujmo, ohranjajmo to, kar še imamo, ne pustiti zelenih projektov v to. In še ena ženska, ki spreminjala svet, Jane Goodall, ona se je ukvarjala s šimpanzi, verjetno jo poznate in zelo mi je všeč to njeno sporočilo. Ne mine niti dan, da ne bi spustili sledi na svetu okrog sebe in naša dejanja imajo posledice. In vsakdo izmed nas tukaj v dvorani
se lahko sam odloči, kakšne te posledice bodo. Doskrat se zgovarjamo na druge, ampak začeti je treba pri sebi in se odločiti. In premalo je, da se vozimo s kolesom. In znižati bomo mogli standard. To je naša edina rešitev, ker glavni razlog za to, da smo, kjer smo, no, tole gre nazaj, tole gre prepočas. Glavno v bistvu, kar je to, da trošimo veliko preveč, da mislimo, da rabimo vse, česar ne rabimo. In včasih je treba tudi razvoj ustaviti. Zdaj. Ni to nisem glih naredila govor politika, ne? Ampak lahko se pač odločimo, kako bomo šli naprej, zatiskati oči si pa ne bomo več. Hvala za vašo pozornost, malo predolgo sem govorila, upam, da mi oprostite. Zelo lepo. Če bi kdo rad še kaj pripomnil. Odlično. No, meni je vaše izvajanje bilo na koncu zdaj zelo črnogledo in ne bi rada, da s takim občutkom greste domov, ne? Ker moram poudariti, da je naša gozdarska, gozdna politika, gozdno gospodarstvo eno najboljših v Evropi in je golosek popolnoma prepovedan, ampak je dovoljeno izsekavanje zrelega lesa, razen tam, kjer so napadene od lubadarja in kjer je bil vetronom. Tako da, kar se tega tiče ohranjanja gozda, je zato zelo dobro poskrbljeno in načrtovano. In ni se zabati, da bi tam se delala škoda. Kar se tiče kmetijstva, imamo vsi kmetje, ki smo vključeni v katerokoli shem kakovosti, bodi se ekološko kmetijstvo ali kmetijska okoljski podnebni ukrepi. Obvezno 15-urna predavanja na leto, kjer so kmetijski svetovalci zelo poudarjajo ohranjanje biodiverzitete, ohranjanje ohranitvenega kmetijstva, zmanjšanje uporabe mineralnih gnojil, zmanjšanje uporabe pesticidov, čedalje bolj se vračajo stvari nazaj na tisto stare prakse, ki so jih včasih uporabljali. Tudi veliko je novih strojev, novi načini obdelave zemlje, da se ohranja ta mikrobiota v zemlji, te mikroorganizmi, ki ohranjajo rodovitno prst. Tako da ni vse tako hudobno. Tudi če gremo ob Savi, desni ali levi breg Save, od tele, ko se že reče, no, tam dol, pa do Globokega je ista divjina. Evo, tam imam jaz 3 hektare gozda, ki sega čist dol do Save in je džungla, neprehodna skoraj. Zato sem te slike dala, ker nekaj še imamo tega. To zaščititi. To je res treba ohranjati, je naravna vrednota. Tam je pa če naš. Ampak lahko samo pripomnim, da imate eno sliko na desni strani, če imaš, to je na območju, iz območja tlele doline. Tole je tudi ob Savi, to je v bistvu od Globokega gor. Tako ob Savi, domačini smo temu rekli Čajnar. To je psa. To je Čajnar, to je vse, te dve slike sta v razdalji mogoče 800 To je isto, ja. Tam je res lep konc. Ja, hočem hidroelektrarno, zaenkrat smo še negativni. Upam, da zdržimo. Par besed gospe, ki je rekla, da o gozdnem gospodarstvu. Kar se danes dogaja, v gozdovih je katastrofa. Ta gozdna sečna, strojna, do vsakega drevesa praktično pride ena vlaka se temu reče. Kaj pomeni vlaka? Vlaka je drenaža gozdne površine in to se iz te gozdne površine se voda izceja, tista, ki je prej not ostala. Zdaj se pa ta voda izceja, takoj poteče po utrjem površin dol
vodotoki narasejo, spodaj so pa poplave. A ne? In Prekine se. gozdovi, koga ti stroji delajo po gozdovih, to je katastrofa. Če lahko mogoče pokomentiram. a ne. Slovenija je res bila, pa še vedno načeloma slovenska gozdarska šola je še vedno usmerjena v ekstenzivno gospodarjenje z gozdom. Pri nas ni tako, kot imajo, ne vem, na Švedskem, ki na golo posekajo, pošpricajo s herbicidom za vsak slučaj, da nič ne zraste in potem poflancajo in če se tam voste, a ne, ker je tudi kakor zelena država, se peljete in toliko debelih dreves, pa čez nekaj časa so toliko debela drevesa, pa ni dreves in to se menja. Pri nas je tukaj vsekakor boljš, tisto je sploh ni gost, tisto so pač nasadi. Se pa, tako kot ste vi rekli, gozdarstvo tudi spreminja in tudi mi opažamo te spremembe v zadnjih, ne vem, 20, 15, 20 letih, a ne? Ko je želja, ne vseh, ampak sploh nekaterih velikih lastnikov po dobičku tako velika, da jim ni mar in tudi želijo v bistvu čim več od gozda. In razumem pač to, da želijo, da gozd je ves čas zmeraj bil in je prav, da obstaja in obstane kot tudi gospodarski vir, ampak z neko mero zmernosti, da bo tako, kot ste rekli, in je včasih ves čas bilo in je bilo res naše gozdarstvo zelo fajn, je pa treba puščati tudi vmes otoke odmrlega lesa, mislim, starega gozda, kjer so tudi odmrli res, da imajo možnost tudi vrste, ki so vezane na stare gozdove, na gozdove, v bistvu, kjer je veliko odmrlega lesa. Treba je pač tako neko ravnovesje najti. In tisto na Jelovci je posledica tega, da so se začeli saditi smreko, ki tja gor ne sodi v tako velikih količinah. A ne? In narava zdaj to na nek način popravlja. In res je, da vlake niso več take vlake, kot so včasih bile, ampak so to res že skoraj ceste, ki postajajo tudi hudourniki. Tudi, ne vem, smo se pogovarjali z vodarji, tisti plaz, ki je bil letos v Kokri, lani v Kokri, a ne, malo pred tem plazom so posekali celo pobočje, tako da je potem dol zgrmela. So ta gozd odprli, ker je bil lubadar, so posekali vse, strmo je bilo in potem je pač prišel plaz dol. Tako da se stvari spreminjajo, nažalost, tudi v gozdarstvu, ne pri vseh, pri nekaterih lastnikih in so pa še vmes tudi taki, kot vi, gospa, omenjate in verjetno ste tudi vi, da jim je pa mar za gozd in skrbijo in jemljete ven iz gozda toliko, kolikor gozd prenese. Ampak ni pa to trend celotne družbe. In tudi so kmetje, ki si zelo želijo imeti cvetoče travnike, vrstno pestre travnike, ampak po drugi strani je pa vedno več velikih kmetov, katerim je glavni in edini cilj proizvodna več in več in več. In spet bom rekla, jaz sem s Kranja, se spomnim kot otrok, da so bili eni travniki pisani, vrstno pestri, ko sem bila otrok. Eni so bili čisto rumeni vsako pomlad, to je bila pač naslednja faza, ampak zdaj tudi rumeni več niso. Zdaj so samo še zeleni. Zdaj ni več nič. In ko grem tja na sprehod, polet, ko bi mogli biti črički in kobilce jih ni. In tako pa sem rekla, jaz imam lahko okno odprt, pa luč prižgano polet. Pa ni. Pred 10-15 leti se to ni dalo. Upam, da je tukaj še boljše. Vi ste na območju Kranja, ne? Sem v Kranju, Ker pred nimate, mestem Kranja. če bi bili pa na območju Bleda, ne? Ja. Bilo verjetno še precej bolj razočarano. Ker ne morete stopiti več na normalen travnik, ne? Ki ima rože in tako naprej, ampak so vsi več ali manj intenzivno obdelani. So pa še hoja neki. po travniku Ja, ja. je praktično nemogoča, ker je trava drugačna kot prava. Se najbolj Ja. najbolj je tudi, da tudi na travnik več ne stopaš, ampak v industrijsko cono. To je pa najbolj To je rada. pa še hujše, ja. Pa tudi konec koncev se tudi mi, a ne, ko imamo vrt pa zelenico, zdaj so moderne robotske kosilnice, a ne. Vsak dan se skozi se tam sprehaja, gleda mene hiše tam, skozi se vozi tam in resno je skozi tako travco. Moj oče je čisto navdušen na tisto zeleno travo, jaz sem pa sam plevel, a ne, ampak
On nima sicer že te kosilnice, ampak pravi, joj, kako je dobro. Ampak to so sterilne trate. Na teh tratah ni nič, ker te kosilnice tudi zmasakrirajo vse žužke, ki slučajno kakšen če tja zaide. In tukaj pa lahko kaj naredimo, ne? No, jaz sem to vmes. Jaz sem eno vprašanje. Ja. Kako se da v bistvu nazaj povrniti, Ne. v kakšnih delih, recimo, če bi bili ljudje za to, da bojo spet cvetoči travniki ali pa cvetoče oaze? Zelo S hitro. temi semeni, recimo, ki se jih zdaj mogoče dobiti, Triglavski narodni park, Zelo hitro, včasih je treba samo pustiti. Kaj se Ker je, včasih je treba samo nehati gnojiti, začeti bolj redko kositi, pa se vse samo Ja. zbalansira. Edini problem so pa lahko invazivne tujerodne vrste, ki so včasih hitrejše od domorodnih. Ja. Tiste je pa treba v bistvu sprotno popult najbolj, to je najbolj učinkovito, preden zacvetijo. Ampak drugače narava, dokler je še nekje baza, refugi se temu strokovno reče, zelo hitro poceli svoje rane, če ji le damo priložnost. Dobro, so neki specifični habitati, kot so, ne vem, nizka barja, visoka barja, res te oligotrofni z nič hranil, mokrotni travniki, ki res rabijo mogoče 30-40 let, da se vsa hranila, ki so tam bila, izčrpajo in da potem počasi spet pridajo tiste vrste do izraza, ki so vezane na taka revna tla. To se vse da, dokler imamo vsaj še dele ohranjene. In tudi so delali že analize, nekako so ugotovili, da tudi če bi v intenzivni kmetijski krajini pustili 10% pasove, recimo, ki predstavlja nekako 10% površin, da bi bilo to zadost za ohranjanje in opraševalcev, cvetličnega medu praktično ni več, ali? Da bi bile in opraševalci in kot dost močen refugi za neko, da bi obstali te vrste, no, da ne bi izumrli. Prej ste pokazali en diagram tam, ki je bil zelo hiter upad teh Indeks ptic Ja. kmetijske krajine. od leta 2008 do 2010, ne? Ja, Oziroma 2012 nekje. Ne? ja, tam nekje se lahko. 2010. 2020. Ja. Takrat se je dogajalo nekaj neverjetnega. Kaj je to bilo? Zakaj se je to zgodilo? V bistvu, Evropska kmetijska politika. tako lahko rečem, ja, 2004 smo šli v EU in takrat so se verjetno začeli ukazati prvi učinki. Ker evropska kmetijska politika sicer stremi k ohranjanju biodiverzitete in spodbujanju nekih pač ukrepov za to, da bi bilo bolj naravi prijazno kmetovanje, ampak cilja na velike kmete. Majhni kmetje dostikrat sploh ne morejo zraven priti k nekaterim ukrepom in takrat se je začel tudi precej več poudarjati Ampak nekaj izboljšanje pridelave. Ne. Hudo narobe, da se v dveh letih tole zgodilo. Vse verjetno se je začel počasi dogajati, a ne. V naravi tako, da dolg časa se nekaterih trendov niti se ne zazna, potem je pa nek prelom, nekaj se zgodi, točno ne vemo kaj in se zgodi kolaps. A ne. Jaz sem vesela, da se je zdaj tole ustavilo. Ko sem jaz ta indeks začela spremljati tam enkrat v 2012, sem rekla, groza, a ne, kam gremo. Ampak zdaj se to je stabiliziralo, kar kaže, da mogoče ti kmetijski ukrepi nekaj tudi vsaj za nekatere vrste ptic so pozitivni, pomagajo. Se je Štorkland gre pa boljš, recimo, gre pa dobro tlele in pa podnebne spremembe recimo koristijo. Kakšnim vrstam gre tudi boljša, ne, ampak enim gre pa res slabo, ne, sploh tiste, ki gnezdijo v travniške vrste, ki gnezdijo v travnikih, repaljščica, kosec, poljski škorjanec, tem gre pa še vedno zelo slabo, ne. Repaljščica, mislim, da če se ne spomin ne vara, okrog 32-35% indeksa. Se pravi, kmetijska politika je glavni krivec za to, kar se zgodi. Mislim, ne moram reči glaven, pač eden od, zaradi tega, ker Kdo pa še kmetijska, bi bil tlele lahko v tem? mislim, treba je vedeti, da ja, okolje ni več tako zdravo, kot je nekoč bilo, če čisto rečem, a ne. To so ptice kmetijske krajine, kar se tukaj pove, kar se tukaj kaže, tudi vrtovi zraven, a ne, tudi
Ampak doma na vrtovih ljudje v glavnem ne špricajo. Špricajo ne, ampak če vi kosite z robotsko kosilnico oziroma če imate to trato, tudi v bistvu prispevate slabo k biodiverziteti, je pa kmetijstvo sigurno zelo velike površine obvladuje. Zaradi tega je njegov vpliv zelo velik. In to je kumulativa in posamezni kmetje, a ne tisti, ki so bolj naravnani k naravi, skrbijo za to, da to še ni čisto kolapsiralo. Ampak velika večina, sploh v ravninskem svetu, gre pa v intenzivo ali pa na težko dostopnih delih. Ampak če se je zdaj to recimo ugotovilo, da vemo, se pravi, analize so pokazale, oziroma kaj se je zgodilo, se dogaja kakšna, mislim, kdo kaj je opozoril kmetijsko politiko? Ja, sej tudi tole... Zdaj sem povedala, kakšno bomo izvedeli. So spodbude. Jaz sicer konkretno ne sodelujem, ampak kolegica z osrednje enote vem, da sodeluje v tako imenovanih pogajanjih, ko se pogovarjajo z Ministrstvom za kmetijstvo, kakšni bodo te kmetijski ukrepi, koliko bodo finančno, koliko denarja bo šlo za posamezen ukrep, ampak oni so vseeno tudi gledajo na to, kaj za kmeta je sploh privlačno, kaj je kmetu sploh všeč in vse to je prostovoljno. Noben kmet ni prisilen, da mora tako delati, ampak lahko dela na ta način in dobi subvencijo. Lahko se mu pa pove, kako ne sme delati. Tega pa ni. Če se spomnite, je bil lani bil cel revolt, ko so hoteli dati ta obvezna natura plačila na Ljubljanskem barju, kjer so, mislim, da 30 hektarov, nekaj takega relativno majhne površine, rekli, vi pa morate tako delati in boste zato dobili denar in je bil cel revolt in potem so to razveljavili. Ni šlo skozi, pač politika se je odločila, da ne. Zato, ker skozi restrikcije ne gre. Pa treba je celostno gledati. Kmetijstvo je zelo zanimiv fenomen. Mislite, da se bodo letos... Ne, gospod zdaj pove. Lahko, ne, dvoplastno je se gospa povedala. V resnici se dve stvari dogajata paralelno. Eno je intenzifikacija v ravnini, pa opuščanje na obrobnih delih. In v to noter gre oboje. Ker ne smemo pozabiti, 80% območij Natura 2000 je na traviščih v resnici. Ne. Je. Ne v gozdovih. En teden nazaj sem 70% je v gozdu. Ampak travišča so ful pomemben del. To pa so. Pa tudi v bistvu kmetijska krajina je v Sloveniji zelo velik del. Tega, kar smatramo, da je narava, pa to, kar teh... Ja, to ni narava. Prosim? A kmetijska površina niso narava, pa Je, tiste, vsi smo, jaz se strinjam z gospo, ki je na začetku rekla, da smo vsi, sam celostno treba gledati. Ti ne moš ukrepa zastaviti, da boš zaradi ene stvari na eni površini, recimo omejeval košnjo takrat in takrat. Kmet mora dinamično gledati, prvo biti ozaveščen, kaj dela. Druga stvar, morate mu pustiti proste roke, če tisti dan ni vremena, on ne more čakati do 15. avgusta, recimo. Zdaj so ukrepi tako zastavljeni, da so zelo na datume vezani, zelo restriktivni in tako se stvari ne dela. Treba je v bistvu se bolj posvetiti, kaj delamo, celostno pristopati. Recimo jaz dan zmer primer necelostnega pristopa na Krasu, tako požarov. Tam obstajajo recimo ljudje, ki se ukvarjajo z varstvom narave, pa kmetje, ki bi v bistvu se zavedajo, da morajo nazaj travišče vzpostaviti, zato da ne bo še enega velikega požara. Sam kmetov danes ni. Noben se več ne odloča za kmetijstvo. In je treba naslavljati in to, in drugo, ker če ne bodo kmetje rekli, mi se tega ne gremo, pa se ne bodo odločali za ukrepe. Pa bodo tudi rekli, ne bomo več delali. Kmetijstvo rabimo predvsem zato, ker imamo to krajino, ki jo imamo, in v resnici kmetijstvo upravlja z nami. Da kmetijstvo rabimo zato, ker hrano rabimo. Tudi zato. Vsi tri stebri so ekonomija, varstvo okolja, pa socialna plat tega, kar imamo. In med temi tremi stvarmi treba balansirati. In z restrikcijami, zdaj bomo pa samo na recimo eno stvar gledali, ne pridemo nikamor. In trenutno so ukrepi zelo slabi. To vam povem z prve roke, ker tudi sam kmetujem. Zelo slabi. Jaz lahko samo konkretno, ki se sticam tudi ukvarjam za Ljubljanski barji, povem, nažalost je tako, da vi za te vrste
Kukor je kosa trepaščica, je največji problem to, da v bistvu, če ti nivo preoreš in narediš koruzno nivo, dobiš ti večjo subvencijo, kukor če v bistvu hranjaš mokrotni travnik. In kaj se je na Barju zgodilo, pač logično, da so pač kmetje to naredili, ker so dobili večje subvencije in to je bil največji dejavnik. Istočasno recimo mejice so se sekale, recimo človek je dobil odločbo od inšpektorata za kmetijstvo, da moraš čistiti mejico, zaradi tega, ker je pač rasla na kmetijski krajini. In tukaj imamo pač problem, ker si niti zakoni niso enaki za te stvari. Lahko pa povem vse eno svetlo plat, kar se mejic tiče. Zadnjič sem prebrala, da imajo zdaj akcijo v Vipavski dolini, kjer so vse mejice posekali, zelo veliko mejic posekali, zdaj imajo pa akcijo sajenja protivetrnih pasov, oziroma po domače mejic, tako da recimo, da so se nekaj naučili, pa upam, da se bodo še kje, tako da ne bomo preveč črnogledi, zakaj pa tako, kot ste rekli. Treba je tehtati, Vse ukrepe delajo za mizo, nobeden pa se... Treba se pogovarjati z vsemi, vse deležnike treba vključiti, ne moramo kar reči, tako bo pa mir. Je pa tako, da tisti, ki so najbolj vplivni, tistim se gre na roke in v današnjem svetu so najbolj vplivni običajno tisti, ki so najbolj bogati in tisti so najbolj usmerjeni v intenzivo in treba je dati glas tudi tistim, ki so mogoče malo bolj na obrobju, pa so zelo pomembni za ohranjanje biodiverzitete. Jaz mislim, da je pač treba stremeti k temu, da preživimo na tem planetu. Mogoče sem res črnogledo zaključila, tako kot ste rekli, ampak ja, se ene stvari grejo v pravo smer, ne grejo pa še vse in treba bo še kaj narediti, da bo šlo bolj v pravo smer, treba doseči, dobiti dosti kritično maso ljudi, ki se bodo pripravljeni ukvarjati z ekstenzivnim kmetijstvom, ker ja, tudi opuščanje je na nek način. Kako pa je s to uredbo obnovi, ki ste omenili? A to je zaenkrat samo še na papirju? Je na papirju, velja, moramo pripraviti neke analize in poročila, ampak se zelo bojim, da bo vse zelo na papirju. Se pravi, smo zgubili Zlatovranko in pa Velikega Škorka na Barju. Ja, zaenkrat ja, ampak dokler časa še ni globalno izumrl še vse. Sam na Barju ga ne bo več. Zlatovranka se zdaj vrača v bistvu. Eno je bila danes poleta, ja. Če se bo stanje habitata izboljšalo, bodo vrste prišle nazaj. Vse včasih se tudi kakšna vrsta vrne, dokler čist ne izumre. A se da kaj pogoditi, drugačno nagrajevanje, drugačna podpora taki? Mora biti volja na vseh stranih, tudi v varstvu narave in predvsem v družbi je stvar kompromisov. Samo jaz tukaj vidim priložnost v tem, da je zadosti kritična masa ljudi, ki se bo zavedala, koliko je ohranjanje narave pomembno in bo pritisnila na politiko, na odločevalce, da bodo dali tako subvencijo, da se bo bolj splačalo ohranjati ekstenziven travnik, kot pa imeti koruzno nivo. Ko bomo do tega prišli, takrat bomo zmagali. Neke stvari so, nekaj bo treba pa še narediti, ampak trenutno gre še zmeri trend bolj dol. Nisem vam povedala, kako je za metulje, ampak tam je precej črna slika. Sem to prejšnji 14 dni nazaj je bila ena predstavitev monitoringa izbranih vrst metuljev, kjer praktično vse populacije upadajo in so lokalno ponekod že izumrle. Jaz, če smem samo eno, moj pomislek, dolgoleten že iz mojega faksa prej in zdaj. Seveda je zavedanje, ampak to je recimo proces, ki traja in je v bistvu takrat že vse zgubljen. Treba bi bilo obrniti ljudje, ki so strokovnjaki, ki vejo, kako da se lahko njihov vpliv pokaže v akcijah in v dejstvih, ki res izvedejo potem dejansko uspeh. Ker sicer pa mi skozi zgubljamo na tak način, smo preslabo je, preden vi vse usposobite ljudi, da bojo prepričani v to, da se jo zavedali, je nemogoče. Razumete?
In mi se vem, da razumemo, ampak jaz bi rada, da bi strokovnjaki imeli večji vpliv na odločevalce in da bi se stvari odvijale hitreje, boljše za naše skupno dobro. Tudi jaz bi to rada in mogoče če čisto, kdaj smo tudi mi na zavodu tako grdi strani ljudi, ki imate radi naravo, ker včasih moramo napisati pozitivno mnenje za nekaj, kar vemo, da ni v redu, ampak nimamo pravne podlage, vsem smo državni zavod. In je to zelo, zelo težko. In iščemo slamce, kje bi kaj našli, da bi lahko rekli ne. In včasih hodimo po robu, velikrat hodimo po robu, če se le da, hodimo po robu in ne rečemo ja, tam, kjer vemo, da pač treba. Če bi bilo pa tisto, ja, strokovno mnenje šteje, tako bo, bi bilo pa, ja. In tudi kompromiserstvo nas je pripeljalo do Ja. teh diagramov, ki so zdaj Ja, tam. včasih je treba reči tudi nekaj. Bi zaključil zdaj, ne? Ja. Ja, ne bo. Moram reči, hvala za to predavanje, tako lepo umirjeno ste povedala, ampak smo ves čas bili zelo kar neki napetosti, ne, brez besed. Tako da hvala še nekaj. Hvala tudi vam za povabilo, pa ne vem, neste Martinu sporočilo naprej, povejte naprej, pa ne bo Snežina kje, pa mogoče nam počasi uspe. Hvala. Hvala.